Jan blesti v jezikih, Žan pri matematiki, Teja je nadpovprečno likovno nadarjena, Marko odlično računa, Isabel obvlada španščino in angleščino, Enej je zelo dober športnik. Vseh 6 učencev zadnjega triletja je nadarjenih, to pomeni, da so njihove sposobnosti že v 3. razredu skladno s priporočili Zavoda za šolstvo prepoznali in evidentirali. Je gospa prišla v naš razred in je rekla, da nas rab, in sem mislila, da sem nekaj naredila, ampak pač pol nam je povedala, da sem nadarjena in se mi je zdelo dosti kul. V 4. razredu so opravili preizkus ustvarjalnosti in inteligentnosti. Vem, da se je težavnost stopnjevala iz lažjega v težje, tako da tisti partizani so bili že kar težji. Učenec je prepoznan kot nadarjen, če je prepoznan na enem izmed teh kriterijev, torej na ocenjevalni lestvici ali na testu ustvarjalnosti ali na testu sposobnosti. Nekateri učenci imajo status nadarjenega na podlagi uspehov iz na primer glasbene šole. Nadarjenost namreč ni nujno povezana z dobrimi ocenami v šoli. Nadarjenim učencem sicer nadgradijo izobraževalni program, šola pa zanje organizira dodatne dejavnosti. Tako so deležni dodatne spodbude na področjih, za katera so nadarjeni. Priznanje je nekaj tazga, kar ti da dodaten zagon. Ja, pa učitelji malo drugače gledajo na naju, da dajo težje naloge. Mi je še zato, ker tudi kam gremo, imamo kakšne delavnice, pa iz pouka sem tudi kdaj ven grem. Me to daje kot neko samo dodatno motivacijo, da na kakšnih tekmovanjih v šoli, da naredim nekaj več, kar v bistvu sem od tega sposoben. Vsekakor je dobro izrabiti vsako možnost za napredek.